Lep dan, spoštovane gledalke in gledalci, novinarji v studiu TV Slovenija. Najprej dolgujem odgovor na včerajšnje vprašanje povezano z navodili za odprtje muzejev in knjižnic. Nacionalni inštitut za javno zdravje je navodila že pripravil in so javno dostopna na njihovi strani. Seboj pa imam tudi dva sveža dokumenta, včerajšnja priporočila za prehod na izvajanje dejavnosti muzejev in galerij, Nacionalnega inštituta za javno zdravje in smernice za postopno odpiranje javnih zavodov, tudi za področje knjižnične dejavnosti, ki jih je pred 2 dnevoma izdalo Ministrstvo za kulturo. Torej, Ministrstvo za kulturo včeraj, predvčerajšnjem Nacionalni inštitut pa včeraj. Dovolite mi, da opomnim vse tiste izvajalce storitev, ki že lahko oziroma se bodo lahko začele izvajati 4. maja letošnjega leta, da vsa navodila in priporočila že najdete na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Naslov spletišča je www.nijz.si. Slovenija je med najuspešnejšimi državami v spopadanju z epidemijo COVID-19. To nam je uspelo skupaj, ker smo ukrepe pravočasno sprejeli, ker so bili ukrepi ustrezni in ker smo se jih dosledno držali. Kot pravi slovenski pregovor, zakon je učinkovit, ko ni le črka na papirju. In to se je pri COVID-19 ukrepih izkazalo tudi v praksi. Iskrene čestitke in zahvala vsem vam, vsem nam, vsakemu in vsaki posebej za našo odgovornost. Zato je vlada na predlog zdravstvenih strokovnjakov Ministrstva za zdravje včeraj za marsikoga sicer nepričakovano, ampak vendarle sprejela načrt ponovnega vzpostavljanja prostega gibanja v povezavi z zagonom številnih dejavnosti. Ključni koraki ponovnega zagona dejavnosti v državi so naslednji. Takoj, ko se zagotovijo varni pogoji, se bodo ponovno pričele izvajati posamezne zdravstvene storitve v javnih zavodih in pri koncesionarjih. Od 4. maja naprej se lahko odprejo vse trgovine z izjemo velikih trgovskih centrov. Prav tako se od 4. maja naprej lahko pričnejo športni treningi v nekontaktnih športnih disciplinah. S 4. majem se lahko zažene tudi gostinska in turistična ponudba na odprtih površinah na prostem ob upoštevanju ustreznih pogojev. Ostala ponudba se bo zagnala postopno, skladno z uveljavitvijo tako imenovanih korona standardov. V pripravi so ukrepi, da bi od 11. maja naprej lahko ponovno začeli postopno delovati tudi javni potniški promet. Ministrica za šolstvo in šport, ministrica za izobraževanje, znanost in šport je včeraj napovedala, da bi 18. maja morda lahko bil tisti datum, ko bi se morda delno lahko začel pouk in delovanje vrtcev. Poudarila je, da bo odpiranje potekalo postopno pod določenimi pogoji, pod določenimi pogoji delovanja. Jaz pa dodam, da bo to v največji meri odvisno od epidemiološke slike in drugih strokovnih ocen, saj gre za zelo občutljivo dejavnost številnimi posledicami, ki zahtevajo, da hitimo počasi. Gre za predlagane korake, ki bi se formalizirali v nadaljevanju, ko bodo pristojna ministrstva poskrbela za predložitev oziroma ustvarila pogoje za uveljavitev potrebnih aktov. Ministrstvo za zdravje pa mora najmanj 2 dni pred uveljavitvijo posamične sprostitve zagotoviti splošna in tudi posamična navodila, ki bi omogočala varno izvajanje dejavnosti v pogojih epidemije COVID-19. Današnja prva gostja, profesorica Bojana Beović, nam bo predstavila stanje epidemije COVID-19 v Sloveniji in strokovne podlage za ukrepe, ki jih začenjamo sproščati danes oziroma po 4. maju, ob zavedanju nas vseh, da je epidemija COVID še vedno med nami in je zato previdnost in odgovorno ravnanje še vedno in še kako na mestu. Profesorica Beović je na voljo tudi za vaša morebitna vprašanja po njenem nastopu. Profesorica Beović, prosim.
Hvala lepa za besedo in lepo pozdravljeni. V Sloveniji imamo občutek, da se epidemija končuje in da je vse hudo za nami, nekakšno veselje je med nami. Čeprav moram reči, da sem jaz ena od tistih oseb, ki je ta hip najmanj vesela. Veseli me, da je teh radikalnih ukrepov konec, obenem pa me seveda skrbi, kakšno bo naše življenje v prihodnje, ali se bomo vsi skupaj lahko navadili živeti na nov način, o katerem govorimo že ves čas, in pač epidemijo držati pod kontrolo. Seveda veseli pa smo lahko zaradi nekaterih stvari. Če primerjamo situacijo v Sloveniji, pa ne po številu testov, kot je razvidno v tem grafu, tudi število testov oziroma število pozitivnih je manjše kot recimo v Lombardiji ali pa celo v sosednji Furlaniji, Julijski krajini. Tisto, kar nas lahko res veseli, je prihranjeno število življenj. Kot vidite na grafu, je bila na milijon prebivalcev smrtnost oziroma umrljivost v Lombardiji bistveno večja kot pri nas. Večja je bila tudi v Furlaniji, Julijski krajini. Naš zeleni stolpec je v primeru z ostalimi podatki kar nekako majhen. Zato smo zaslužni vsi. Vsak od nas, ki je uspel zadržati svoje obnašanje tako, da okužbe ni prinesel naprej, ki se je takoj v tem primeru javil k zdravniku, ki se je držal ukrepov izolacije oziroma ob kontaktu karantene. To je bilo daleč najbolj pomembno za te uspešne številke. S tem smo prav gotovo lahko zadovoljni. Naslednji graf, prosim. No, in če bo šlo vse tako, kot gre sedaj, ko se bo okužba v povprečju iz enega človeka prenesla na samo polovico človeka, da tako rečem, potem bo seveda v Sloveniji umrlo še nekaj ljudi za COVID-19. Mnogi, ki so sedaj bolni, so v slabem stanju tudi zaradi svojih osnovnih bolezni in starosti. V celoti pa se bo epidemija postopno umirila, če seveda ne bomo imeli potem vnosov od zunaj. Seveda pa je to stanje, ki smo ga lahko vzdrževali s temi radikalnimi ukrepi. In te ukrepe moramo sedaj nadomestiti z našim lastnim obnašanjem. Zdaj ni več država tista, ki reče, ne boste šli na obisk sorodnikom v drugo občino, ker so občine zaprte, ampak se moramo tveganja zavedati sami. Nikakor ne hoditi na te obiske bolni, pozanimajte se, kakšno je zdravstveno stanje, in ko ste na obisku, seveda sedite, stojite v varni razdalji 1,5 metra, 2 od ljudi, umivajte si roke, pazite na higieno kašlja, kot že ves čas ponavljamo. Naslednji diapozitiv, prosim. Če se stanje le malo poslabša na tisto, ki je bilo recimo konec marca, lahko pričakujemo v septembru kar zagon oziroma bistveno povečanje potreb po bolnišničnem zdravljenju, se pravi bistveno večje število bolnikov, tam okrog 50 recimo za intenzivne oddelke in precej več za ostale oddelke, tudi smrtnost bi se močno povečala. In naslednji diapozitiv. Če pa nam epidemija ponovno uide iz rok samo pri tem prenosu na 1,5 drugega bolnika, kar je seveda boljše, kot je bilo čisto v začetku, ampak že v tem primeru pa imamo v septembru za Slovenijo popolnoma neobvladljivo situacijo. Bistveno preveč bolnikov, da bi jih lahko obravnavali v bolnišnicah, in predvsem bistveno preveč, da bi jih lahko ustrezno obravnavali na oddelkih za intenzivno zdravljenje. Zdaj, kaj je tisto, kar moramo storiti, da se nam to ne bi zgodilo? Evropski center za nadzor in preprečevanje bolezni je pred kratkim ocenil tveganje za nastanek novega velikega vala epidemije po državah. Tveganje je zmerno, torej ne majhno, ampak zmerno, če se omejitveni ukrepi, s katerimi smo uspeli to vzdrževati, kar imamo, in ukinjajo postopoma, tako da se lahko v vsaki dejavnosti, ki se na novo odpira, uvedejo ustrezni ukrepi in da vmes seveda uspemo spremljati situacijo
Ob tem moramo seveda imeti kapacitete, se pravi epidemiologe, ki spremljajo situacijo, ki vsak posamezen primer omejijo in seveda, če imamo možnost sodelovanja države, državljanov, da ponovno uvedemo omejitve tam in v taki meri, kot bi bile potrebne. Tveganje je pa visoko, če se lotimo sproščanja brez kakšnega sistema, vse naenkrat, če seveda ne moremo spremljati stanja in če seveda nimamo možnosti, da bi spet ponovno zaprli. To je stvar seveda odločitev vlade oziroma parlamenta. Zdaj, kaj v Sloveniji imamo, kar nas uvršča mogoče v države, kjer je sproščanje varno. Imamo dobro laboratorijsko diagnostiko. Imamo organizirano epidemiološko službo na terenu, ki je sicer zelo dobra, zelo aktivna, ampak seveda kadrovsko omejena. Potem imamo zelo dobro organiziran primarni zdravstveni sistem, kot veste, so bile v hipu organizirane vstopne ambulante. Zelo hitro smo lahko v majhni Sloveniji reorganizirali bolnišnice za potrebe COVID, seveda na račun do neke mere drugih bolnikov. Ampak zavedati se pa moramo tudi nerešenih problemov, ki so v Sloveniji pravzaprav prisotni že iz časa pred epidemijo, pa so se zdaj v času epidemije toliko bolj poslabšali ali pa izpostavili. Prvič, socialno-varstveni zavodi, predvsem domovi za starejše, so še vedno žarišča okužbe. Tukaj potrebujemo res točno določena pravila igre, po katerih se bodo ves čas epidemije morali ravnati vsi domovi. Seveda mora to spremljati do neke mere tudi ustrezno financiranje nekoliko močnejše zdravstvene službe. Ampak nekatere stvari so že sedaj take, da jih v domovih moramo uvesti.